Dragi športni navdušenci, lep pozdrav. Razburljiv teden v svetu športa je za nami, še razburljivejši prihaja, saj se tekmovanja v večini prvenstev bližajo h koncu. Poglejmo najprej na travnate zelenice. Zavrč je na otvoritveni tekmi 34. kroga visoko 4:0 v gosteh premagal Radomlje. Olimpija in Rudar sta na domačem igrišču izgubila z 2:1. Krka je bila na obali boljša od Kopra. Maribor si je z minimalno zmago nad Domžalami 2 kroga pred koncem prislužil 13. zvezdico. Maribor je tako, kot že rečeno, postal 2 kroga pred koncem prvenstva 13. državni prvak. Celjani kljub porazu ostajajo na drugem mestu. Tretji so Domžalčani, Rudar je 6. V predzadnjem krogu pa se bo Rudar v Kopru pomeril z neposrednim tekmecem na lestvici. Rokometaši velenjskega Gorenja so osvojili 4. mesto na sklepnem turnirju Evropskega pokala EHF v Berlinu. Velenjčani so po sobotnem hudem polfinalnem boju in porazu proti Berlinčanom izgubili tudi obračun za 3. mesto in nemško prestolnico zapuščajo na zadnjem 4. mestu. Ose so sijajno odprle dvoboj za 3. mesto, po pičlih 4 minutah so vodile s 3:0. Potem je sledil popoln padec, med 15. in 27. minuto se sploh niso vpisali med strelce. V drugem delu so ponovno pričeli z boljšo igro, a so v 49. minuti popustili in pričeli zaostajati. Od takrat naprej je šel velenjski voz strmo navzdol. Danski Skjern je tako Gorenje premagal 27:22. Gorenje že jutri čaka nov pomemben obračun, ko v tretji in odločilni tekmi polfinala državnega prvenstva gostijo mariborski Branik. Minuli teden so bili aktivni tudi tekači Dura Sporta iz Velenja. Udeležili so se maratona 3 src v Radencih in državnega prvenstva v gorskih tekih za veterane. Boža Meža je v teku na Osolnik postala državna prvakinja med veterankami nad 55 let. V Radencih pa je državna prvakinja v teku na 21 km med veterankami postala Darinka Bošnak. Gledalke in gledalci, spremljali ste Športni torek. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje čez teden dni.